V tokratni oddaji Klepet ob kavi o 7 zakonih vesolja, ki vladajo vsem svetu. Marija Ana Kolman bo govorila o tem, kako lahko starši svojemu otroku okrepijo imunski sistem na naraven način z uporabo sibirske fitomedicine in ljudske medicine. Ali se lahko zdravimo z branjem? Tudi o tem bomo govorili. Ostanite z nami. Drage gledalke, spoštovani gledalci, tudi danes za vas nekaj prav posebej zanimivega. Če bi vas vprašal, ali obstajajo kakšni zakoni, po katerih moramo preživeti naših 24 ur ali pa 50-100 let našega življenja, bi jih našteli verjetno na stotine. Današnja tema bo zelo zanimiva, kot jih najdete na naši spletni strani klepetobkavi.si. Zakaj? Ker imamo zelo zanimivega gosta. Gospod Stjepan Palajsa, dobrodošli v naši oddaji. Dobar dan, pozdravljeni. Gospod Stjepan, fizik, kaj ne da? Fizik, da. Poklicali smo vas zaradi tega, ker smo slišali za vaših 7 zakonov. Kot da jih že v življenju že nimamo za dosti zakonov. Kakšnih 7 zakonov, kje ste jih našli? Glejte, ko govorimo o teh 7 zakonov, pravzaprav izhajajo iz filozofije. Nanašajo se na osnovne zakonitosti življenja in obstoja. Nekaj od tega mi najdemo danes v tistih naših vsakdanjih zakonov. To niso fizikalni zakoni, to ni zakon gravitacije. Ker pravzaprav zakon gravitacije niti ne moremo reči, da je to zakon gravitacije. To je fenomen. Ampak kaj je vzrok, kaj je zakon, zaradi česa se dve telesi privlačita, pravzaprav ne vemo. Tako da tukaj ne bomo govorili o fenomenih, ampak bolj o vzrokih in kakšne so njihove odraze v našem vsakdanjem življenju. Zdaj, temeljeno je to na učenjih filozofskih sistemov vzhoda in zahoda, od Platona, Pitagore, Aristotela, renesančnih filozofov, enako kot na kitajskem učenju enega Konfucija, ali pa mogoče budizma in ezoteričnega budizma, predvsem Mahajana budizmu. In ti zakoni so potegnjeni iz teh učenj, ker morajo enaki veljati pri nas kot na vzhodu. Ravno to sem hotel vprašati. Se pravi, to ni 7 zakonov, ki se jih je spomnil gospod Palajsa danes, to je nekaj, kar izvira že stoletja nazaj. Ne, to niso zakoni, ki sem jih jaz odkril, niso zakoni, ki bi jih, ne vem, kulturno društvo naše oziroma organizacija Nova Akropola, ki organizira ta predavanja, iznajdla, ampak starodavni zakoni in pravzaprav danes imamo pozitivističen pogled na življenje, na svet, ki temelji samo na materiji. No, zdaj ste v meni zbudili radovednost. 7 jih je, časa nimava preveč. Greva po vrsti. Kateri je prvi? Dajmo prav zanima. Prvi, da. Zakon enotnosti, pravzaprav. Evo, pri Pitagorejcih pravijo in kasneje pri neoplatonikih lahko zelo lepo vidimo, pravi, cel univerzum je enoten. Vse teži enotnosti. Univerzum temelji na materialni osnovi in tudi na duhovni osnovi. To pomeni, duh je tisto, kar teži k enotnosti, povezavi, ker vse je ena celota. Mi smo del te celote. To pomeni, ne moremo živeti ločeno od te celote. Mi danes se postavljamo, kot da smo gospodarji narave, gospodarji te naše zemlje, ne samo to, gospodarji Lune, Marsa danes, univerzuma, kot da smo največja, najbolj pomembna bitja tukaj. In budizem nas tudi uči, mi smo samo eno med bitji. Pravim, Platonovo učenje, eno med bitji in težnja k enotnosti, povezavi. To pomeni, ločimo se, danes se ločimo, religije se ločijo, narodi se ločijo, spolno se ločimo, starostno. Povezava, razvoj človeka mora težiti povezavi, enotnosti, eni slogi. To je gospod Stjepan potem že prvi zakon, ki ga kršimo. Kaj ne da? Ki ga kršimo, ločimo se kot ljudje, kot del narave na 1000 stvari. Danes se pojavljajo izključitve, begunci naj ostanejo tam, oni niso, njihovo mesto ni tukaj. To je samo eden izmed primerov. Zakon, ki ga zelo kršimo. Da, zemlja pripada vsem, ta zrak pripada vsem.
Mi smo samo odgovorni za en delček te zemlje, reda, da je tu se človeško živi. Mi danes govorimo veliko o toleranci med ljudmi. Toleranca, ampak to ni veliko. Gospod Stjepan, jaz sem že pri prvem vprašanju o zakonu prestrašen. Pojdiva k drugem. A me bo spet strah? Kateri je drugi zakon? Da. Evo, gledajte, iz tega zakona enotnosti. To pomeni, da človeštvo teži nujno, da je smer tu. Drugi je zakon, ker pravzaprav temelji na duhovni osnovi celega obstoja. Duh je tisto, kar je neopisljivo, kar edino lahko rečemo, zamislimo kot svetloba, nekaj odznotraj, ena iskra, tisto, kar je gibalo, kar je vzrok, kar daje zavest pravzaprav. In zaradi tega, ker tisto zavest duha lahko zamislimo mogoče edino kot svetlobo, kot najbolj abstraktno snov, ki jo lahko, nekaj, kar lahko zamislimo, to pomeni, da mora biti osvetljeno vse, celotna materija, vsako bitje, vse, kar je, s tistim notranjim vzrokom, duhom. In to daje zavest, to daje modrost, ne znanje samo po sebi, ampak osvetliti, postati jasnost dobiti notranjo, ločiti med bistvenim in nebistvenim, kar je prav, kar ni. In ne samo človek kot bitje. Učenja nas učijo, da je vse živo in da v tem enotnem življenju moramo iskati to notranjo razsvetljenje. Ko rečemo razsvetljenje, vsi govorijo o razsvetljenju, ampak kaj to pomeni? Ozavestiti z duhom. To mi je mogoče delček jasno, ko srečam ljudi, ki kar žarijo svojo notranjo energijo in dobroto. Tretji zakon, gospod Stjepan. Diferenciacije. To pomeni, da se moramo ločiti. Jaz moram postati svoj kozmos, zgraditi svoj svet, svojo zavest, svoje mišljenje ločiti od celote. Postati en zgrajen sistem, en zgrajen kozmos, živ organizem, ki je, da sem jaz eno, vi ste eno, vsako človeško bitje, da postane svoje, da ste iste gmote, mase, mentalne, fizične, loči, ker kaj smo mi bili najprej? Pravzaprav, rodili smo se iz ženskega telesa, ampak tudi to je prišlo iz zemlje, vsa ta snov. In ločimo se, kristalizira se nekaj, ki postane kasneje telo in postanemo svoj fizično. Ampak enako moramo postati svoj čustveno, mentalno, moramo imeti svojo voljo, svoje. To pomeni, jaz kot zgrajeno bitje moram se ločiti, moram zgraditi svoje meje, svojega sveta. In vsak ima pravico, in ne samo pravico, dolžnost, da tako rečem, postati svoj. Upamo, da bo to čim prej vsakemu uspelo. Tako vas zelo poslušam, da sem na številke pozabil. Naslednji zakon, gospod Stjepan. Tukaj po zakonu diferenciacije pravzaprav imamo zakon usklajevanja in organizacije. To pomeni, ko se ločimo in da postanemo svoj, moram postati svoj, da bi se lahko povezal, združil, spet nazaj v eno celoto, ampak ne tako, da izgubim svojo individualnost, da izgubim sebe. Zaradi tega je potrebno, da se ljudstva, narodi, skupine povežejo, sodelujejo, ne skozi enake poglede, ne skozi enake misli, razmišljanja, ampak ta harmonija nasprotnosti, harmonija različnih pogledov, ker tisto, kar iščemo, je eno globoko notranje, težko izrekljivo, težko je zapovedati, za prenesti. In zaradi tega organizacija, naš organizem, telo samo, je organizem. Iz različnih elementov je sestavljena, ampak v eno funkcionalno celoto. Enako mora biti ena država. Človeštvo bi moralo, ker teži k istemu cilju, zavest in ozaveščanje vseh bitij. Pomembna so vsa bitja, ne samo mi, tisti, ki smo na zahodu, ki imamo razvit svet, da tako rečemo. Ali lahko to razumemo kot, da različnost nas bogati? Jasno. Ali bi lahko bilo sploh drugače? Jaz sem drugačen od vas, jaz sem drugačen celo od svoje najbližjih oseb, svoje hčerke, svoje žene. In veliko tega sem odkril prek njih, prek drugih ljudi. In zaradi tega ogledalo, drugi ljudje so meni ogledalo, mi omogočajo notranjo razpoznanje, brez tega ne morem. Pa kaj naša družba dela, kaj ne da?
zelo radi izločamo ali pa družba izloča tiste, ki so drugačni. Kot da so nam v preveliko breme, da bi iskali harmonijo z njimi. Glejte, tisti, ko ne moremo sprejeti drugačnost, ni problem v drugih ljudeh, vedno je problem v nas. To pomeni, jaz lahko sprejmem kogarkoli, ampak tudi moram zahtevati, da nekako tiste človeške vrednote, da če hoče biti v moji bližini, da živi. Če hoče biti moj prijatelj, mora biti res prijatelj, nekako. In da gradimo take odnose. In da imam en pogum notranje, pogum bitja, da se soočam z vsemi, kar mi prinaša življenje. Da se postavim pred človeka. Ponavadi se bojimo ljudi, zaradi tega strah in zaradi tega ločimo in oddaljujemo ljudi od sebe. Bojimo se sprejeti te različnosti, strah notranji in pravzaprav neznanje. Upajmo, da zdaj vsi razmišljamo. Gospod Stjepan, 5. zakon. Psihotičnost menda. Psihotičnost. Psihotičnost. Dobro, bolj psihičnosti. To pomeni, da vse, kar obstaja, čuti nekaj, čustvuje, doživlja, ima svojo eno obliko zavesti. Ne samo človek kot bitje, ampak cela narava. Danes mi zanikamo čustvovanje, naprimer narave. Mi zanikamo, da je narava živa. Življenje. Tista učenja, sam Platon pravi, cel univerzum je živ, je eno veliko živo bitje, veliki živi organizem in čuti, vse se razvija. Kako? Da pravimo razviti prek najprej čutila fizična, ampak drugačna notranja čutila, da je še, da čustvuje in sodeluje v razvoju zavesti. To nam daje en odnos do narave kot do živega bitja in da smo del te celote, o kateri smo rekli na začetku, da vse čustvuje in vse malo po malo ima eno obliko zavesti, ima eno obliko, ne bih rekel mišljenja, ampak ko se gleda na človeka samo, če se omejimo, tukaj mora imeti vsak svoje mišljenje, vsak svoja razmišljanja, ker če jih nima, vedno mora nekaj imeti. Bo prevzel bo tuja, druga ali tista, kjer se mu nekako ali vsiljujejo, ali ki se mu zdijo boljša. To pomeni, da se moramo naučiti misliti, naučiti prepoznati svoje misli in kontrolirati svoje misli. Prepoznati svoja čustva in naučiti kontrolirati svoja čustva. Psiha. To je, na primer, bil osnovni pogoj za vse filozofske šole. Če nisi v osnovnih črtah lahko kontroliral svoja čustva, nisi mogel vstopiti noter. Če nisi bil sposoben misliti svojo glavo, nisi imel kaj početi. Rekli ste, gospod Stjepan, ko začnemo misliti, in če ponavadi, ko začnemo misliti, nastopi čas za akcijo. Tako je tudi pri zakonih. Naslednji zakon. Tako, delovanje. To pomeni, človek ni samo ustvarjen, da bi odživel to življenje do konca. Mora, kako sem rekel že prej, ustvariti svoj kozmos, svoj svet. Ne more tako, da sedi in premišljuje. Ker pravzaprav od duhovnega sveta, svete idej, psihičnega sveta, to je znanje, učenje, spoznanje in tako naprej, mora iti proti akciji in delovanju. Življenje sili na delovanje, življenje se širi povsod. In človekova naloga je ne samo, da sprejme to življenje, da živi v skladu s tem življenjem. To pomeni pasivnost, ne pripelje nas daleč. In, naprimer, tudi pogosto gledamo na vzhodna učenja, mislimo, da temeljijo na pasivnosti. Ne. Buda zahteva napor, brez napora ne bomo dosegli ničesar. Aktivnost, napor, zaradi tega, če smo pasivni, vedno ne razmišljamo, ne ustvarjamo in širimo zavest, ne spoznavamo. To pomeni, da ostanemo stari. To pomeni, da smo prevzeli samo različna mišljenja, stališča prevzeli in to je enostaven način, da pravzaprav nismo svoji. Da se tudi vpliva lahko zelo enostavno na nas. To pomeni, človek mora biti aktivno, dinamično življenje. Iz sveta idej do konkretizacije. Jaz ne morem biti dober v svojih mislih. Jaz moram delovati kot plemenito bitje. Prej ste, gospod Stjepan, govorila o
miselnosti, o misli, ki se razvija, nas pripelje do akcije, do aktivnosti. Je razmišljanje ali pa meditacija tudi ena vrsta aktivnosti? Ja, meditacija zdaj, odvisno na kakšno meditacijo mislimo. Ker imamo budistične meditacije, tukaj je stotine različnih, dajmo tako reči, tehnik, ki jim pogosto rečemo meditacije. Imamo pri stojikih imamo stoične meditacije, imamo krščanske meditacije, ali so budistične enake kot krščanske. Ne vem, ali bi se strinjali tako, da je to zelo široka beseda, ampak če je samo pasivno, brez da tisto, kar skozi eno poglabljanje meditacijo dosežemo, da probamo konkretizirati, od tega ni veliko koristi. Jaz lahko pravim, sem plemenito bitje zelo, ampak ko je treba plemenito delovati, potem je problem. Štejejo samo dejanja. Gospod Stjepan, te štejejo samo dejanja, zaradi tega greva k 7. zakonu, da me ne bo zmanjkalo časa. Zakon periodičnosti. Zakon periodičnosti malo čudno zveni, ampak nanaša se predvsem na naš svet. Predvsem na tisto telesno, osnovno. V vseh filozofijah imamo da je to minljivo. To pomeni, telo je minljivo. Zelo pomembno je nekako zavesti, kaj smo. Ali smo telo ali nekaj drugega. Kaj je bitje? Ali je samo materialno, tisto, kar vidim v zrcalu, tisto, kar lahko izmerim, otipam, stehtam, ali nekaj drugega. Če bi bilo samo to materialno, potem bi vse naše izbire, odločitve, vsa naša ljubezen, ki jo čutimo, vsa naša volja izhaja samo iz enega trka molekul in impulzov naših možganov, nič več. Človek je samo čista mehanika potem. Ta učenja nas učijo, da človek ni samo to, da je duh ločen od telesa in da je telo propada. In ne samo, da propada, da se tisto, kar propada, da se obnavlja. To pomeni, da je duh tisti, ki gre v obstoj, iz obstoja, v obstoj, iz obstoja in da je cikličnost, periodičnost znak, cela narava je prežeta s tem. Vse ima svoje življenje in svojo smrt, svoje vzpone in padce. Na vzhodu pravijo, svet gre v obstoj, v manvantaro in se vrača v pralajo. In še naprej in naprej. Lahko bi se učili, na primer, fiziki danes iz starodavnih učenj, predvsem iz brahmanskih učenj, da ni en Big Bang, ampak da jih je veliko, pravzaprav, kako oni trdijo. Ampak tisto, kar nikoli ne izgine, ne umre, je samo bistvo. Gospod Stjepan, na kratko, koliko se mi, čisto povprečni ljudje v tempu življenja, 24 urah, brez posebnega razmišljanja, zavedamo teh 7 zakonov? Glejte, ne zavedamo se mogoče zakonov kot zakonov, da jih naštevamo, to je 1., 2., 3., 4. in tako naprej. Ampak da se zavedamo, da je človeštvo eno in da delamo za to človeštvo, za ljudi, ki me obkrožajo, da se zavedam, da moram postati svoj, da moram zgraditi svoje mišljenje, vložiti napor za to, da se moram zavedati, da se moram ločiti od mase, od enega samo kolektivnega mišljenja. Ampak drugo, da zakon organizacije zahteva od mene, da se povežem z drugimi ljudmi, ne da se ločim, tako da prekinem vse vezi, da se združimo, povežemo v eno celoto, ker nihče ne bo zgubil svoje identitete, svoje individualnosti. Gospod Stjepan, hvala lepa, da ste si vi vzeli čas in se povezali z nami, z našimi gledalkami in gledalci. Prav zanimiva tema je bila danes. Vas je namenila na razmišljanje, le razmišljajte. Mogoče vam bo kaj koristilo, če je kakšna beseda gospoda Stjepana pobegnila mimo vas na naši spletni strani. Lahko še enkrat prisluhnete. Saj veste, 3x klepetobkavi.si in bodimo povezani, mislimo in bodimo aktivni, pa bo vse dobro. Prvi korak, čaj iz brestov listnega oslada. Brestovo listni oslad je naravni antibiotik, ki nima stranskih učinkov.